V majhni indonezijski vasi Tlugovorju Pujo Arto že od leta 2011 skrbi za sove, ki predstavljajo naravnega sovražnika za podgane, saj le-te uničujejo velike površine kmetijskih pridelkov. V naravi navadna sova izleže nekje do 3 jajca, od katerih se samo iz ene izleže mladič. Arto je postavil že več kot 140 škatlic po vasi, ki služijo kot gnezda in sove sem valijo jajca. Potem pobere jajca po gnezdih in jih odnese na varno ter počaka, da se mladiči izvalijo. Po 4 mesecih jih spusti na prostost. Zaradi njegovega zaščitniškega odnosa do sov je postal ta kraj priljubljena destinacija za lokalne ekoturiste, ki želijo spoznati pomen ohranjanja uravnoteženega ekosistema. V zaporu v severni mehiški deželi Nuevo León je prišlo do izgredov, med katerimi je umrlo najmanj 13 ljudi. Varnostne enote so bile poklicane, da umirijo nasilneže in so bile primorane uporabiti tudi strelno orožje, da zaščitijo ostale zapornike in svoja življenja. Do izgredov je prišlo zaradi prenatrpanosti zaporov z rivalskimi tolpami, nasilneži in morilci. Vodstvo je apeliralo na vlado, da stori nekaj glede prevelikega števila zapornikov po zaporih, ki jih je težko kontrolirati. Močni vetrovi so v pristanišču južnoafriškega Durbana naplavili ogromno kontejnersko ladjo, ki je blokirala pristanišče in ogrožala še 4 manjše ladje. Posnetki prikazujejo, da je kontejnerska ladja zapirala vhod v pristanišče. 4 vlačilci so jo poskušali spraviti nazaj v globoko vodo. Vse to je posledica divjanja neurja z močnimi nalivi, ki so prizadeli Johannesburg. Poplavljene so bile številne ulice. Vinska klet Estate Signorello je ena izmed mnogih, ki je bila uničena v ognjenih zubljih velikega požara, ki je divjal po Kaliforniji. Združenje vinarjev Napa Valleyja, ki združuje 550 vinarjev, je poročalo, da je v tem trenutku še prezgodaj za cenitev škode. Ogromno škode pa je na objektih, zalogah vin in vinogradih. Sanacija škode bo možna v več 10 letih. 90% grozdja so pobrali, preden je prišlo do požara, vendar je trta uničena. Nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron sta si skupaj ogledala knjižni sejem v Frankfurtu, preden so le-tega odprli za javnost. Voditelja sta obiskala francoski paviljon, kjer sta si ogledala tiskano izdajo Splošne deklaracije o človekovih pravicah v repliki Gutenbergovega tiska. Johannes Gutenberg je bil rojen v 14. stoletju in je iznašel metodo gibljivega načina tiskanja, ki se je v nespremenjeni obliki obdržala do 20. stoletja.